Pozdravljeni. Ob robu predstavitve nove barvne sheme pri McLarenu, ki jo bomo videli na veliki nagradi Monaka, in o tem bom malce več govoril v tedenskem komentarju, smo slišali izjavo Zacka Browna. Trdi namreč, kako Lewis Hamilton in Max Verstappen bosta prej ali slej trčila. In poglejmo si skupaj, kaj je vse povedal. Mislim, da se je marsikdo izmed vas srečal s tistim mnenjem mnogih navdušencev, da Lewis Hamilton v Formuli 1 v turbohibridni dobi pravzaprav ni imel pravih nasprotnikov. Kako mu je bilo vse enostavno, ker je imel na razpolago najboljši bolid. Tu moram poudariti, da sam nisem navijač ne tovarniške ekipe Mercedes in ne Lewisa Hamiltona. Trditi, kako je bilo Hamiltonu vse enostavno, vse malo da ne podarjeno, nima kakšne racionalne osnove. Tudi izjava Zacka Browna, da Nico Rosberg je bil praktično edini pravi konkurent Lewisu Hamiltonu, sodi v to kategorijo. In sam sem bil presenečen, kako lahko nekdo, ki je v cirkusu, poda tako izjavo. Namreč spomniti se je treba na primer sezone 2017, ko je bil Sebastian Vettel vsaj do velike nagrade Singapurja tisti glavni antagonist, in če se spomnite tistega še danes ne prav razčiščenega trka. Na kvalifikacijah je bil Vettel najhitrejši, Lewis Hamilton šele peti. Vkolikor tistega trka ne bi bilo, bi Lewis Hamilton imel bistveno težje delo, kako priti do naslova svetovnega prvaka. Seveda tudi v naslednji sezoni, vsaj do tiste velike nagrade Nemčije, je bil Sebastian Vettel, vsaj po mojem videnju, enakovreden nasprotnik Lewisu Hamiltonu. Tako da ne moremo trditi pravzaprav, da je bil Nico Rosberg tisti edini. Bil je edini, ki mu je uspelo premagati Lewisa Hamiltona v turbohibridni dobi. Po njegovi zaslugi, ampak tudi po spletu okoliščin. In k temu, kot običajno, se bomo še vrnili. Seveda, meni osebno je izjemno zmotila izjava, da bosta Lewis Hamilton in Max Verstappen v prihodnosti trčila med seboj. Trki v Formuli 1 so pogosti, a niso bistvo športa. In videli smo na začetku velike nagrade Španije. Lewis Hamilton ni zaprl tiste linije in dovolil je Maxu Verstappenu, da je prevzel vodstvo. Vkolikor bi linijo zaprl, bi verjetno prišlo do trka in posledice tega trka so neznanka. Lahko bi odstopila oba, ampak lahko bi odstopil samo en. In v današnji Formuli 1 vsak odstop šteje. In prav to bomo videli na že citiranem primeru prvenstva 2016. Nico Rosberg je zmagal za borih 5 točk. In verjetno bi bila zgodovina drugačna, če Lewis Hamilton ne bi imel težav s pogonskim sklopom na veliki nagradi Malezije. Namreč tisti je bil njegov drugi odstop v sezoni, predtem sta skupaj trčila Nico Rosberg in Lewis Hamilton na veliki nagradi Španije. Torej, Nico Rosberg je imel več prihodov na cilj kot Lewis Hamilton in to mu je pomagalo do naslova. In seveda boleča lekcija, ki si jo je Lewis Hamilton naučil. Po drugi strani poglejmo Maxa Verstappena. Mnogi komentatorji ga še danes kličejo Crash-Teppen. Max je prišel v formulo izjemno mlad, mogoče celo premlad. Talent je nesporen, ampak zamislite si sebe, kako bi se obnašali v Formuli 1, če bi bili za volanom najhitrejšega bolida na svetu
in ne bi bili še dovolj stari, da bi imeli izpit za avto. In verjetno marsikdo izmed nas bi ravnal tako kot Max, če ne huje. Danes Max je še zmeraj agresiven in bojevit, ampak njegov karakter je dozorel. Postal je malce bolj racionalen. Zato tisti manever na začetku velike nagrade Španije moramo znati tudi malce interpretirati. Se je Max samo brezglavo podal v tisti prostor, ki ga je pustil nezaščitenega Lewis Hamilton? Ali je bil prepričan, da Lewis Hamilton v prvem zaviranju ne bo tvegal celotne dirke? In seveda, sedaj pride Zak Brown, kateri da izjavo, ki je všeč množici navdušencev, ki zadeve gledajo malce bolj enostavno. Končno Lewis Hamilton s pravim nasprotnikom je izjava, ki je izjemno populistična, dovolite mi ta izraz. In treba je razumeti, da ukolikor pride do medsebojnega trka, so posledice, kot sem povedal, lahko raznolike. V tisti najboljši varianti ne en ne drugi ne bi odstopili. V tistem najslabšem scenariju bi bila pa oba ob progi. A to za nas navdušence je po svoje slabo, kajti če se recimo temu na prvem ovinku izločita tista dva favorita, kaj bo še zanimivega na dirki? Mnogi bodo rekli, končno bomo videli zmagati nekoga tretjega. In tu zopet pride do tiste točke, ki je za marsikoga tudi sporna. Je Formula 1 šport, kjer zmaga najhitrejši, najboljši, tisti z najbolj prebrisano strategijo? Ali je Formula 1 šport, kjer zmaga tisti, ki ostane na progi, ki se ne dotakne nekega nasprotnika in ki se izogne vsem nevarnim situacijam? Verjamem, marsikomu so trki všeč in trki so del motošporta, a niso bistvena sestavina. Praktično vsi se jim hočejo izogniti. A marsikdaj so ta dejstva malce potisnjena v ozadje. Sedaj se moramo vprašati, kaj je hotel Zak Brown praktično doseči s tako izjavo? Dvigniti svojo popularnost, ki je malce obledela v zadnjem obdobju? Verjetno namreč ugotovili ste lahko tudi sami, da v zadnjih sezonah, ko se je umaknil z vodstva McLarena kot ekipe Formule 1, so zadeve začele iti rahlo bolje. Sedaj se še pojavlja tu pa tam na dirkah, daje take in drugačne izjave, a ne ukvarja se več z ekipo direktno, neposredno. Po drugi strani si resno Zak Brown lahko želi, da bosta Max in Lewis trčila, kajti tako bi imela lahko Daniel in Lando možnost, da zmagata dirko. A to še zdaleč ni športno, vsaj tako je moje mnenje. Bolje bi bilo, da bi pri McLarenu naredili boljši bolid, a vem, ni tako enostavno, kot je enostavno meni to povedati tu od doma, brez da bi vedel vse, kaj se skriva v ozadju. A vseeno. Treba je razumeti, da take izjave so po svojem neke vrste vaba za bralce, gledalce in sledilce, po drugi strani pa kažejo, kako visoka ali nizka je športna in motošportna kultura nekaterih glavnih akterjev. In to je pa tisto, ki mene osebno pusti precej razočaranega. A kot običajno gre za moje osebno mnenje in nekdo se bo lahko upravičeno strinjal z Zakom Brownom. A zaenkrat hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.